Čakaj, kako se že tle sedi? Toliko sem eno denarnico najdel. Torej, zakaj imaš... jaz sem to gledal, zakaj moraš ti imeti skozi v kadru toliko enega... Kaj je, Ciril? V 6. bo jih 100 delov. A lahko malo ni... Ta je že v oligarhih začel, stari. Le to denarnica, le kako je postal. Kdo je oligarh zdaj? Meni, ki je 10 evrov vam padlo, ti, ki imaš tle noter. Kdo ima nov motor? Poslušaj to, kako denarnica pade, bom dal mikrofon. Poslušaj to, kako Juretova denarnica pade na mizo. 7 kil. To sem dal kugelagarje, no, da bolj zgleda. A jo nosiš od spredi ali od zadaj? V žepu. Model. Lej sebe poglej, kakšno brown bojo si nahvatal. Se sem rekel, nekdo me je vprašal, kdaj bo spet podcast, sem rekel, takrat, ko uhvatim dovolj brown boy. To je bilo že januarja bilo pol. Saša Kapetanovič, letnik ker? 83. Prašno lakiranje. Stari, jaz vedno mislim, da si ti starejši od mene. Thanks! Pa sem vedno presenečen. Čakaj, alo sam... Ne, štorija preden začnemo, no. V glavnem sedimo v avtu z cenjenim strokovnjakom za musko koncerte in vse živo Igorjem Vidmarjem. Aha, ok. V glavnem mi razlaga, da kako je bilo, ko je bil on na prvem koncertu v Pankrtu leta 77. Kako si biti takrat star, ne 16, 17. Sem rekel, z vsem dolžnim spoštovanjem, gospod Vidmar. Jaz sem se pa rodil 4 leta zatem. No ja, to ste vsi tam mladi, ja. No tako. Kaj dogaja? Ja, nič, nekaj časa nas ni bilo in je tako čist prav, zato ker smo malo lufta si vzeli, ne, sej je žihar. Čudno. A drugače vse po starem, a sponzore še imamo. Čak da preverim mail. Ja. Ok, cool. Ampak, veš, se lih to hecam, ta neka svoboda, pa to, da si lahko malo pohecamo na ta način. Lih razmišljal sem prej, kaj bi rekel, kaj moramo izpostaviti, ampak dejansko, a nam je kdo kaj naročil? Ni, noben nič ne. Noben nam ne polaga besed v usta, kaj moramo povedati. Tako da lahko sam rečemo, Petrol, hvala, da ste še zmer partner v projektu Atmosferski podcast. Kar pa lahko povemo je to, da sem se zdaj neki cajta vozil malo tudi po tujini in tudi tem sem razmišljal, kaj bi izpostavil Petrol, ampak sem hotel sam izpostaviti ta visok znak, ki ga vidiš na daleč. Ja, ko priješ čez mejo. Ja. Sem rekel, sam ta znak bom izpostavil, ki me prav, dati nek svetilnik v domačo luko, veš. Ja, vem, ja. Tako, pa prišel si nazaj, pa te tam čaka čista rokavička, čisti WC-ji, brisačke papirnate, nekdo prijazen, ki te v domačem jeziku pozdrav, niže cene goriva. Tako da, evo. Pa zavetje, jaz imam eno s terena. Zdaj, ko sem motoristek, malo šolarček, ne? Ja. Ko sem prevzel mojo pilo, ne? Nisem mogel zdržati. Ne moreš sam reči pila, daj razloži. Čak sem to moram povedati od Petrola, ne? In se pelem po dolini Krke domov in ono zlovešče, kar se ti najbolj lahko zgodi takrat, ko imaš sam dobro čelado, staro jakno, pa nimaš še dežnega kombinezona pred sabo, zagledaš pa dežno zaveso. In jaz se na dvor pripeljem in evo tega Petrol. In se zapeljem čist pri kraj, pri kantah, ki imajo zloženo, lepo poštimano vse, tiste vitrke se zložene. Ja. In če šipo pogledam to službenko in se tako nasmeji in pokiva in se jaz pa moj motorček stisneva lepo pod streho in vedriva. Ampak, veš kaj si pa želim, recimo, to je čisti dokaz, da nam noben ne polaga besed v usta, pa da lahko povemo v bistvu tudi, kar si želimo. Kaj si želim, ne samo na Petrolu, ampak tudi drugje. A veš, če ti tankaš avto, ga vedno tankaš pod streho. Če imaš pa električen avto, so pa te polnilnice večinoma nekje odmaknjene stran od teh streh, pa nekje na prostem, pa tako. Ja, a ne drži. Bi bilo fair, da si tudi kakšna polnilnica zaslužiš kakšno streho. Ja, se strinjam. Pa sploh, ko je še malo tak zlovešč občutek, če glih v zunevihta ti pa kable prtikaš, ne? Jaz vsakič obliznem kabel, da vidim, če je elektrika not. Kaj baterijo včasih ima. Dobre. Čeprav, to sta vedela, da takoj, ko ti pretegneš v avto še tako močno polnilno postajo ali pa debel kabel ne steče takoj tok, ne? A res ne? Lik zaradi tega? Ne samo zaradi tega, ampak predvsem tudi zaradi tega, da se avto pa postaja preverta, pa tudi če na domač teker, pri
pretegneš avto, vedno preveri, če vse štima v zemljitu itd., da ne bi prišlo do kakšnih napak oziroma... Ja, kazihar je kdo pomislil, sej nekdo bo pa mogoče obliznil kabel. Ne, pa jaz vsakič pomislim, sem že par električnih avtov napolnil, po mojem ne toliko Jure, vseeno imaš ti več izkušenj s tem, pa vsakič pomisliš nekaj tazga, pa se veš, da se ne bo nič zgodilo, se to je jasno. Ampak je pa dobro slišati iz tvojih ust nekaj takšnega, kljub vsemu. Mislim, predvsem je dobro, tudi moram se malo off zdaj na stran električnih avtomobilov, ampak kaj se je zgodilo minuli vikend, ne? 2 mrtva zaradi strele. In tukaj se moramo spet dotakniti, kako ljudje, jaz to sploh ne razumem. Ne? Sej sem bil tudi sam nas jezen, ker mi takrat nevihta, ni me ujela, ker sem se reč dobil zavetje na Petrolu, ne? Ampak tako razmišljam, ta nesrečnik ob 6 zvečer na grebenu Triglava. Ko sem bil jaz v osnovni šoli, ko smo imeli planinski krožek, se je vedlo. Ti, če greš na Triglav, moraš biti najkasneje ob 1 popoldne že nazaj na Krederci. Mora biti vrh v žepu. No, moraš iti ob 6 zvečer, ko so napovedane nevihte na Triglav. Tako, da jaz tudi, ko pretegnem električni avto, ko se pripeljem, veš, pa če ravno bliska, da je to tam malo bosa. Ne, zasmejal sem se, ker si tako zatrokiral, ker tako sem tisne. Motor. No, dej zdaj povej, ker vem, da te matra, pa ker si lih načel temo. Jure, povej, a si motor kupil? Ja. In ko sem šel domov, sem celo pot po čeladu pel. Motor je Brenzelček, 125 kubičen, ampak moj dober prijatelj pa zelo izkušen motorist Peter Kavčič, ko sva midva razmišljala, ker jaz sem prvenstveno najprej si mislil skuterje kupiti. Malo tako za pač ta commuting, da se bom kjerkrat po dolini Krke pelal easy, kadar bo gužva na avtocesti take, kot smo jo priča celo poletje. Pa on prišel, pa je pripelal Husqvarno Svartpilem, pa je rekel, da je pridi tole pogledati. In sem se gor usedel in sem se zaljubil. Pa mi je pa še rekel, ti enkrat boš ratal motorist. In ti na 125 kubičnemu skuterju ne boš dobil malo šole motoristične, četrt stoletja je, če smo že pri času, ker sem jaz nazadnje Zlatega Tomosa prešaltal pa kupljen gostinsko. Pa pol še enkrat precej v strahu se usedel na BT-a, pa tudi užival kar norc. Zdaj sem se pa spet usedel. A veš? In res, kaj naj vam, čist nori feelingi so, na motorju, na 2 kolesih, ti cesta, vse poveči z drugačko na 4 kolesih. Zelo spoštujem, kar so mi fantje povedali, ampak bomo o tem več kasneje. V glavnem, motorček je pa tak kafe racer, terenske gume gor, tak seksi. Ne, hotel sem reči, da sem sam videl eno slikco. Videl sem eno slikco motorja, pa videl sem eno slikco tebe na motorju in sem umrl od smeha, ker imaš Yamaha jakno na Husqvarno motorju. Čak, jaz sem zdaj motor kupil. Motoristična oprema je draga. Kupil sem si dobro čelado, tudi jaz sem mislil, da veš odprto čelado imeti, zdaj vam pa neki kafe racer, in so mi fanti razložili. Peter me je pelil tamle na Hondo v Domžale, Ja. In imajo super čelade, veš, take Top Gun, zvezdo gor, kad bi bil pilot od Memphis Bella, veš, v drugi svetovni vojni pa so rekli, ne, Jure, ti se boš s tem motorjem vozil. Tamle so čelade, zbrali so in sem jim zelo hvaležen za ta nasvet, zelo sem jim hvaležen in sem si tudi orang čelado kupil. Zdaj pa, ko bo denar, bom pa še novo jakno, pa vse, kar pa še zraven. Drugače pa ta jakna je pa še od ene moje ljubezni, ki se je pa poslovila, ko sem hišo začel delati, ko sem mogel prodati oziroma jo zamenjati za gradbeni material. res? Ja, Yamaha Grizzly. 4-kolesnik. Delovni, tisti špero. Se spomnim. In od tam je ta jakna ostala. Si pa na dimku palil, pa iz prve dober, ne? Pila. Ja, pila, ampak jabolko ne pade daleč od drevesa. To je avtorstvo od mojih hčere. No, super, bravo, Maša. Bravo. Maša je rekla, Svartpilem, v vinkih, Husqvarna, je rekla, pila bo. The best. Tako da sem ponosen tudi na hčerne.
Je pa še, a veš, kaj vam moram povedati, ne? Ta motor mi je tudi zelo všeč zaradi tega, ker ima vse tisto, kar sem jaz v članku pri Kodi 125 zagovarjal, ne? Se pravi, tak motoristični začetnik, ki sem jaz, ki se tudi še kdaj zašalta, redno treniram tisto, kar so mi fantje povedali, da mi mora v kri priti. Ja, na obeh kolesih ima ABS, ne? In od tega nisem jaz odstopil, ker sem tudi pod vodstvom Manuela, inštruktorja oziroma vodja šole, vožnje v AMZS-ju mi je tudi pokazal vse te razlike in sem rekel, lej, če se bom usedel na motor, če bom motor vozil, hočem imeti ABS. In to dejansko je. In sem tudi zdaj, ko imam tak motor, sem šel zavirati na makadam, na asfaltu, na mokrem asfaltu sem probal. In to res dela. Ne? Ta stvar ti dejansko lahko reši življenje. Ja, avto še kaj voziš? Ej, veš, da sem se zelo otopadal, sem v eno, veš, ko padeš v tisto črno luknjo YouTube zvečer. Ne. A veš, pol naslednjič, ko računalnik pržgeš, pa YouTube pržgeš, ko ti vrže te vsebine, ki si jih gledal. Ne? Ker naenkrat v vseh 3-4 vrstah so motorji. Ne? Ja, seveda. In ja, iskreno povem, da sem se prav sem se zaljubil. V 2 kolesi. Res. Super. Jaz sem hotel nekaj reči še za nazaj, no, ker ta podcast, pauza ne bi bila tako dolga, če ne bi prišlo do enega v bistvu dogodka, no, ker so bila jaz pa Jure zmenjena, da narediva, da posnameva en podcast, pa se ta ni zgodil zaradi enih določenih razlogov, ampak lej, se pa pripravlja in bo še hujši. No. Lahko pa samo to povem, da sta v igri 2 gosti, a ne? In bo zelo hud. Lahko sem nekaj probal ponašati. Dobro. A je bilo? Podmornica. Ne, Oni morajo biti tiho, Ciril, no. Ja. Res si gledal lov na Rdeči oktober. Sam. Ja, kva, no? Ej, kaj pa zdaj? Zdaj pa tišina. Ne, še nekaj sem hotel povedati. V tem času, ko se nismo videli, mingrede pogrešal sem vaju. Hočem pa reči tudi, ker sta me prej izvala malo s temi motorji, jaz sem tudi zanimive avto vozil in moram se vrniti na avto, ko smo ga že kar precejkrat obdelali. A bo Cupra? Cupra Ne. Ja, ali pa Alpinca. Najprej Alpinca. A jaz sem vedel, stari. Lej, pa vzel sem tvojo špuro, sem se spomnil, sem rekel, lej, tu že dolgo nisem se peral čez Gorjance, čez Koroško vas, pa pol. Sam je slaba cesta. Ja, okej, ampak... kako je slaba cesta. Ampak, lej, ta avto pa, lej, sem tu vam povem, ne. Ker si v tem avtu je tako, da bi v konici napada igral z Maradono ali pa s Katarino Venturini salsa odpesel na maturantskem plesu. Ne gre do Kocine gor. Ja, pa res mu grejo, ne to. Tako da tudi v članku sem zapisal, jaz sem vsem eno vprašanje, a so res naredili vse prav tako, ko mora biti. Tako, ko si je Žan zamislil svoje Alpe. Vse so prav naredili. Ta drug avto. Kjer? Sem se pa počutil, Robert Redford, Horse Whisperer. Vem. Kjer? Vem. No, Je Mustang. Maher. Ja, Z ročnim menjalnikom. A ima ročni menjalnik? Marija. Dobim ga malo, Ciril, hvala. Ciril mi je dal svoj termin, ker gremo na morje. Ja, pač sem pa predstavljal. Več drugega vam ne bo rekel sam, lej, to, kaj ne ti rečem, to je... Čakaj, da mi povej, kaj je razlika med navadnim Mustangom pa Mach-1? Se pravi, neki aerodinamični dodatki, pa neko hlajenje izboljšano. Ja, pa 10 konjev več. 10 konjev več, ok. Pa zgleda noro, pa številka šasije je gor, pa... Detajli. Vsi ti detajli, ampak še vedno, veš, najlepše je tisto, ko v katerikoli prestavi pohodiš ta V8 atmosfer. Jaz opažam, da so mi všeč avti, ki jih ne rabiš voziti na 90-100%, ampak dobiš iz njega ven full užitka. In to je en takih avtov, ki res dovolj samo da brunda, pa dosežeš ti maksimum užitka, ki ga lahko. A veš, pa kruzaš se, pa v končni fazi tudi avto se zelo, zelo dobro pele. Ta menjalnik, ne. Ok, sekle so ga pomagali evropski inženirji razviti ta novoročni menjalnik. A je klik? Ni čist klik, ampak so pa strahovito kratki hodi, pa tako možakarsko ga moraš zagrabiti. A je velika kugla? Glih prav velika.
A še kako je s tem? Je pa taka retro bela, veš. A ja? Je. Ja. Kar pri Bulitu, tam je tudi bela. Ja. A še kako je s temi Američani? Jaz sem imel vedno feeling, kadar sem Mustanga testiral, po mojem, dvakrat prej, vse smo ga že vsi vozili, Ja. ne? Pa Camaro, to sicer že 10 let nazaj, da ti avti se v resnici ful dobro pelejo, samo moraš malo drugače zaupati kot klasičnemu športnemu avtu. A veš, ker se mi zdi, da moraš kar malo moraš verjeti v to, ko so ti na tem na tiskovki inženirji pa strokovnjaki za podvozje govorili, da se ful drži. Pa ti kar malo naverjamaš, ker vse se nagiba razmeroma veliko v primerjavi s kakšnimi hardcore športnimi avti, ampak ko se pa enkrat naslon, pa če ga ne provociraš po nepotrebnem, stari pa ful dobro drži smer. No. Ne, pa vse te stereotipi so razbiti v bistvu bliže s tem, da, a veš, Američani ne bi v Evropo poslali enega avta, če ne bi bili že prepričani, da so ga vsaj toliko prepravili, da ga bojo tle v Evropi dobro sprejeli. Ne? Ja. Ne bo se šel z Mustangom blamerati, ne? Ja. Čisto po domače povedano. Ne? In veš, so naredili ogromno na podvozju, na vseh ostalih komponentah, da so si ga upali zdaj poslati v Evropo. Isto je recimo z Raptorjem. Se ti spomniš na prezentaciji Raptorja? Mi smo imeli tehnično prezentacijo o tem avtu, je bilo samo o podvozju, recimo, ne vem, več kot pol ure so govorili. Ja. Pa kako so ga pripravili na to, da ga pošljajo samo v Evropo, pa vse. Ja. A veš, jaz verjamem, da je tlele enako z Mustangom. Z Mustangom. Ne, se je. Ja. Ja, dobro, no, še si med avtomobilisti, to mi je všeč. Hud avto. Je pa mi bila noro všeč zato ker sta bila Alpine pa Mustang precej en za drugim, ne, tudi ta kontrast obeh avtomobilov, ne, ta Alpine, to je pa res, mislim, ta natančnost, ne, pa ta odzivnost vsega, pa to, kar ti govori, veš, ta avto, ne. Pa tudi detaljčki pa so ostalo, vse štima. Tudi detaljčki, vse. Pa še enkrat sem se spomnil, vedno znova se spomnim na tvoj članek, ki si šel s Ford Fiesto ST, jug Francije. Jug Francije, ko smo se pogovarjali, ne, da ti zauživati, ne rabiš ti imeti 400 konjov, 500 konjov, ti rabiš samo pravo avto. Lahek, odziven. A lahko eno štorijo, čisto na hitro povem. No? Točno to, kar si ti zdaj povedal. Jaz se spomnim, mislim, da 2 leti nazaj sem jaz pri Autobrokerju vzel McLarena 570 GT, sicer najbolj, bom rekel, priljudna ali pa od teh McLaren strojev najbolj tako potovalno naravnana, pa vse en totalen stroj, mislim, to gre, raketa. No, pa so šla s plestenjakom, so šla en krog čez Kras, on je imel pa unga Cayman S. In stari, jaz ti povem, da vmes svoje 2-krat zamenjala in je čist drugač. A veš, v takem bolidu, v takem izstrelku ravnin skoraj ni in se samo sredotočaš, kva bo, ko bo vink, in če ti do konca na gas stopiš, si več časa nervozen, kako boš ti obvladal, pa kaj širok, pa tako naprej. Če imaš pa ti pod havbo ali pa zadaj 300-350 konjev, si pa lahko prvoščeš, da tudi uživaš tako skoraj carefree, da tudi če do konca gas pohodiš, imaš čas razmišljati, imaš čas reagirati. Ne? In zato pravim, da ne rabiš imeti, 500 konjev, 600 konjev, to je vse zelo fajn imeti. Ampak pizda, če si pa na eni oski kraški cesti ali pa nekje, kjer je res lepo zavita, pa majke mi, da boš bolj sproščena, pa včasih zelo boljš užival v avtu, ko ima manj konj. Valjda ena taka žiletka, mislim, to je prav. Pa ta volan, ko tu imaš feeling, da ti z dlanmi po asfaltu drsiš, to ti pove, veš. Se imaš znucane blazince, vidiš? Ja, mislim, noro, jaz se ne spomnim zdaj takoj, da bi rekel. Ja, se jih ni dost. Ni jih dost, pa detajle, ki ste omenili. Ja. Temu avto, ki je bil S, ti zimbo s ključem položaj zica nastaviš. Ja. Pa veš, kaj meni najbolj všeč v bistvu pri tem avtu? Ok, vozne lastnosti itak, ampak ko ugotoviš, kaj vse lahko pogrešaš v avtu, pa ti avto še zmeraj všeč. Ja. A veš, ni cup holderjev, ni predalov, ni ničesar ni, ne? Vse odvečno sranje je šlo ven iz avta, ne? In kar naenkrat ugotoviš, se tega sploh ne rabim v tem avtu, pa ti je zaradi tega všeč. Zaprav všeč ti je tis, kar manjka v avtu. Ja, res je. Nobenega ne bom utilo, da je klen od zaslon iz Cliota. Ne, seveda. A je sploh, nisem vedel, da je. Ja, a ti si se povezal z Bluetoothom? Ne. Tam pa uno stisto, to mi je pa všeč, pa se delam tako, da me kdo meri telemetrijo, pa da mi bo poklical, tako kot mi je Axel takrat v Porsche, ki mi Juri now you driving, veš. Sem se kleto tako delal in vklopiš vse tiste športne podatke. Ja, GeForce. Ja, cel kup. Jaz sem se sam vozil, samo sedel po vozu. Sam je pa res, je pa noro. No.
Meni se zdi, smo kar zdirkali v ta podcast, se vidi, da se dolgo časa nismo pogovarjali. Apropo, a se lahko še malo nazaj dotaknem? Mislim, da smo že dosta motorjev povedali, ampak eno vprašanje imam, če kdo zna odgovoriti, sem prepričan, da znajo pri Tesli to povedati. Ti si rekel, si prej prišel, da si se na Petrol pripelil, si tja v en čošek si se dal, pa so bile tam blizu neke kante za smeti. Ta Tesla, ki jo vozim zdaj, Y-ka, ne, a veš, ona skozi čekira cesto. Seveda je ta avto res izjemen v tem, kako nadzoruje, oziroma predvsem, kako ti zanimivo prikazuje vse, vključno s semafori, kdaj je zelena, rdeča in tako naprej, kar je pogojno uporabno, mogoče, kad si čist pod semaforjem. Ampak bolj mi je zanimivo to, kad se peleš po cesti, ti avto kaže lev pas, desen pas, skuterja pred tabo, vse kaj se okrog tebe dogaja, poleg vsega tega, pa poleg vseh stvari, ki so, ti pa izriše, ne vem zakaj, kante za smeti. A res? Tako da, a razumeš, prometni znaki, prometni pasovi, skuteristi, avtomobilisti, tovornaki, nobenih hiš, ampak kante za smeti, te pa vsako posebej nariše. A veš, kaj probi najdeti? Konjsko vprego. Aha. Ker sem videl en video, ki se je s Tesla pripeljal za konjsko vprego in je Tesla, ekran je znoro, pač je vse živo menil, vse živo je prikazal, sam konjske vprege ni najdel. Daj bomo to zrihtali. Daj gremo probati. Kaj je to? Čakaj, mogoče pa zdaj je update, software update, že po zraku preletel v Teslo. Drugače me pa kar malo strah, glede na to, da si ti zdaj na cesto gledal čez zaslon, ne? Čez en filter dodaten, ki ti ga Tesla. Ne? Jaz sem pa zdaj namenoma sem odprl. Motor revijo, dec prnesi. Namenoma sem odprl čisto novo motor revijo, ki smo en zanimiv test skupaj s partnerskimi klubi objavili. Vi že to razliko, ne? Golf, je to Golf, trojka? Dvojka. Pa 8-ka. Ampak po faceliftu ampak predvsem upravljanje z varnostnimi funkcijami. Ja. Vse, kar rabiš z avtomobilom povezano. Nekdo, ki prvič v Tesli sedi, poprečen čas 1 minuta. Naprimer v BMW-ju manjka 10 sekund. Čakaj, kaj govorimo o tem, da se usedeš v avto in da se znajdeš v avto, da se lahko odpelje. Jure, govoril fucking Mike, pizda. Ja, no, ampak, ali pa tale podatek, vklop. Porivam ga. Porivaš ga. Vklop voznih, se pravi vklop luči, zasenčenih pa zadnje meglenke. Ja. Pol, že ki sediš not. Test je bil tako, da smo postavili not ljudi, ki nikoli še niso v teh avtomobilih, pa so mogli to raziskati, pol pa še enkrat, ki so že vedeli. Vklop voznih luči in zadnje meglenke, Tesla 35 sekund, BMW 8 sekund, Dacia 19 sekund, Mazda 3 11 sekund, Mercedes A 10 sekund, pa Volkswagen Golf 8 6 sekund. Tesla 35 sekund. A lahko prekinem za stotinko? Še nekaj. Lahko prekineš za 11 sekund. Določene stvari... Koliko ima on Tesla? 35, lahko 35 sekund. Določene stvari pri ergonomiji ne predstavljaš, zato ker ni varno. Vse štiritripalke na strop. Ti si predstavljaj situacijo... To sem jaz iskal. Sam predstavljaj si situacijo na avtocesti. Ti se peleš, naenkrat se začne dogajati nek kolaps, nek zastoj. A imamo mi silver tape? Daj, da mu prevežem tole na usta. Pohodaš za voro, gledaš naprej in iščeš, kdo bo na strop takrat pogledal. Nihče, se strinjam. Ja, Elon na strop gre Starlink, pa une tvoje rakete. Avto gre pa naravno, zgledamo. Koga ne Elon. Ne, Koga ne vara. Jaz bi samo to rad povedal. Absolutno to čist zares drži. Jaz mislim, da Tesla je tako drugačna od ostalih avtomobilov po načinu upravljanja, da zares rabiš veliko časa, da se prevadaš. Obenem zagovarjam tezo, da si enkrat mal navajen, da seveda grejo stvari lažji. Absolutno. Ampak veš kaj, jaz sem zdaj naredil, ne vem, mislim, da je na 400, 500, 600 km s tole Y-ko za zdaj. Pa se mi zdi, da vsem, ko bom avto vrnil, bom Klementa, to je gospod, ki mi avto izdal, ga bom prosil, da pride v avto, pa mi še enkrat po njegovo razloži vse, kar mi je znal povedati, ker veš, ti ljudje so pa Teslo res nadrkani, tisti, ki se jo ukvarjajo z njo, ki jo prodajajo in ki z njo živijo in se vozijo z njo že zelo dolg časa, 2 leti. Vse je prav tako. Hočem reči, da bo to veš, jaz ne znam, prav zares kot avtomobilski novinar z veliko izkušnjam, ne znam niti suvereno predstaviti veliko stvari, ker
se moram še ogromno naučiti. No. So pa ene stvari ful fine drugače. Se ni Tesla, nisem tako vesolje, neznanstva, kako bom zdaj jaz kaj najdel. Se ene stvari so pa tudi čisto intuitivno. To je tako, kot je operacijski sistem na telefonu. Ti, ki se enkrat navadiš, ne vem, tega ali pa unga ustrajaš non-stop na njem. Ne. In se mi zdi, da je tle enaka zadeva. No. Enkrat, ko se teh Tesla, infotainmenta in vsega navadiš, ostaneš na tem in obvladaš zadevo. Ampak daj mi nekaj drugega povej. Jaz sem sicer tole berlinsko Y-ko vozil pol dneva, pa se mi je zdelo, da je dosti boljša, kot vse Tesle do zdaj, ki so bile narejene. Jaz sem to ful zameril prej Tesli, pač meni so šle noro na živce te stvari, špranje, slabši materiali, škripalje, vse, groza. Daj povej mi ta novo. Jaz sem zagrabil vrata, pa armaturko, nisem vsega šel še šlatati, ampak ta avto je bistveno boljš sestavljen, kot vse Tesle, v kateri sem do zdaj sedel. Vse jih ni bilo veliko. Ampak se mi zdi, da je moč opaziti razliko. No. Jaz bi sam še to rekel. Jure, kar si pa ti povedal, pa absolutno drži. In to je pač ravno ta preskok, ki ga mogo klasično avtomobilist oziroma nekdo, ki si bo mislil Teslo narediti in pač nekaj časa jeba teža. Daj povej, kjera motorevija je to. Zadnja, septembrska. Ne? Okay. To je ful dober test. Ne, pa še nekaj drugega sem hotel povedati. Tudi tukaj je zdaj en sodni primer noter, ker je prvič voznik bil spoznan za krivega oziroma je plačal globo, ker je povzročil prometno nesrečo z ukvarjanjem z avtomobilskim vmesnikom. Ne? A res? Ja, to je, zdaj le čisto natančno pišemo, vklapljal je intervalni brisalnik, ki ga moraš čez zaslon. Je to tudi policajem povedal, šel je z ceste, naredil je prometno nesrečo in je zato plačal kazen. To je prvi tak sodni primer, da ni plačal zaradi svoje digitalne naprave oziroma povzročil, ampak zaradi naprave, ki je bila vgrajena v avto. Kje vklapljaš brisalc? V Tesli ga na zaslon? Ja, ta primer je z Tesle. Ne? A res? Ja. A je to res? Stari, ampak mislim, da imaš tudi bližnjico na volanu celo, meni se zdi. Ne me za besedo držati, jaz sem šel po podcastu dol pogledati. Sem to kar grozen. Pa ni, samo v imaš modelu tudi bližnjice, ki so fizična stikala, 100%. Samo v modelu 3 meni se zdi ne. To pa ne vem. Je pa res, da ti voziš pač najnovejši Tesla. Ti veš, kako se zdaj folk dere doma v telefonu. Tesla boy. Tesla boy, kje ste, ne slišam? Ne, sej prav, lej. Vsi se učimo, ves čas. Sej tudi ameriška organizacija. In težave je bilo tudi z motoristi. Ne? Pač Tesla je naredila v avtomobilski industriji veliko dobrega, pri določenih stvareh se pa pač z stoletjem izkušenj pa ne morejo kosati. Pika. Nekoč se bodo, zdaj se še ne morejo. Prej gremo naprej na avto, nekaj greš v tujino, zdaj kam greš, da smo aktualni. Kva greš pelat, kaj? To se je začelo dogajati, jutri grem v Prago, se mi zdi, da bo Škoda odprla svoja vrata prihodnosti nekaj tacga, ko smo doživeli na Kupri. Konc tedna grem pa ID Bus voziti na Dansko, ker se pa zelo veselim, ker tudi s kolegi, ki so ga že vozili, sem gledal pač njihove ocene in so rekli, da to je pa tisti električni avto, ki je drugačen, ki je tisto, kar je prava stvar, kar bi jo ljudska znamka mogla narediti, tako da se veselim. No. A veš, da sem dobil vabilo za to predstavitev, pa se v petek ena prijateljica poroči, tako da sem mogel se zahvaliti. Mene je ugrabila Švedin. To sem zdaj spomnil na unvica, veš, kaj... A no, Ben vpraša, zakaj se Vesna poroči v petek. Zakaj ti ne greš na predstavitev? Mene bolj to zanima. Vesna srečno v zakonu. Vesna, se lahko večkrat poročiš. Ja. V glavnem, želim ti veliko sreče na potovanju, gospod Gregorčič. Sem pa malo žalosten, da si to zavrnil, pa ne greš raj na poroko, ko s bratom. Ja, vprosti je pa vse. Kopenhagen. Sem isto, da bo kakšno rekla, ne? Pa pet na poroko, ne? Ja. Pa si odgledal šope, ko je. Zamiko malo prišla. A bo piknik, a bo poroka? Poroka, vse bo, stari. Ja. Kaj pa ti? Nič. Ne, jaz ne grem na nobeno poroko. Ne, bil sem na dopustu, če to misliš. Ja. Rad bi rekel, da sem se ful dobro spočil, pa se nisem. Zakaj? Ne, letko, prvo, ful je bilo dobro, ful sem se imel fajn. Ampak, lahko ugasneš telefon.
Dej dvigni, če upaš. Ne, ene Američane smo imeli na obisku, ki smo jih malo peljali po Sloveniji. Zgodba je taka, da smo bili družinsko kakšen let pa pol nazaj v Mehiki in smo tam spoznali eno družino iz Chicaga in so oni pač zanimali jih, kje smo, kako imamo tle pri nas in enostavno smo jim pokazali slikce Bleda, slikce Postojnske jame, fajn jim je zgledali in so rekli, pridemo, ne? Pa Ben verjel. Ne, mi tako, ja, valjda. Pridete, ne. In evo te njih, ne. Par unih messageov v Viber grupi in so se prikazali na letališču. Mi pa valjda, ne, plane narediti, kaj jim pokazati, kako jim pokazati, s čem jih okrog peljati, kam jih peljati jesti. Skratka, ene organizacije je bilo noro veliko. Mi dva z Leo sva se res, tako pač, ful sva se potrudila za to, da sva jim pokazala vse. Klical sem na Volkswagen Slovenija in so me v bistvu ful se lepo, no. Sem jim razložil to zgodbo in so mi namenili enega multivana ta novega, da smo se lahko okrog prevažali in nam je res dobro služil, ampak res, toliko smo se lepo imeli. Kam si jih pa pelil, da malo povem, no? Lahko sem malo skočim. Serijo Storijo si naredil, res tako lepih, ne? Ja. Očitek bo preletel Da zdaj. če bi jaz bil blagovna znamka I Feel Slovenija, bi te takoj poklical, pa bi rekel, Kjera znamka? I feel Slovenija. I feel Slovenija. res je hude storije naredil, pa brat Še jaz sem hotel to Slovenijo. pa brat moram ti čestitati. Hvala. Amerom si res dal vse, ne? Pač izprsil si se tako, ko se to pravi, gostoljuben. Vse to je le tako, Jure. Jaz sem jim hotel pokazati, pač, tudi oni so imeli neke prioritete, kaj želijo videti, veš, ker so valjda pogooglali prej, ne? Prva stvar so hoteli iti v Goriška Brda, ker so vedeli, da je tam vinček, ne? Ne, tako, peljali smo jih najprej v Postojnsko jamo, jaz tam nisem bil že tako, ne vem, po moje 15-20 let. Pa je dobro, ne? In je ful dober. Ja. Sicer smo nabasali na ful gužvo in je tako malo, ne, se veš, pelejo te ovčke, pa te, ne vem, pejmo hiter, druga skupina prehaja, pa pejte pa poglej to. Tako, tisto mi ni bilo malo všeč, ampak jama kot jama je pa nora, tako, res za videti. Tako da priporočam vsakmu izven sezone, ko se te turisti spokajo iz tranzita, ne, da si greste pogledati, res. Peleš se z unim vlakcem 10 minut, ti ni čist nič jasen, kam greš ti tja not, ne. Ja, tako pač pičiš mimo njih, kapnikov, tako na centi blizu, ne. Tako, jaz sem že svojo višino, sem se kar malo bal, da me bo še nužgal po glavi. Tako, res. Videli smo, je razlagal, da smo videli sam 5 km od 24 km jame, pa se 10 minut voziš z unim vlakcem. Pa hodaš pa še 1 uro, pa ne vem kaj. Ok, gremo naprej, pa smo šli v Goriška Brda, tam so me moji bratje preščurki, so nas lepo sprejeli, so nam pokazali klet, smo pili malo vinčka, smo se imeli fajn. Naslednji dan smo šli na Bled, valjda, ker so si želeli videti to razgledanco, čeprav pač vsaj zame Bled ni nič posebenega. No, tako, je za videti, pač sploh je za nekomu pokazati, ampak tam že prideti na Bled čez tisto gužvo noro, parkirati, poiskati parking, pač ne prvoščam nobenemu, ti se patnja živa, ne. Pa smo šli v Kranjsko goro, oziroma še prej smo šli v Planico. Oni sploh še slišali niso za smučarske skoke. Pa ko so videli tisto skakalenco, pa ko sem jim pokazal neke posnetke na YouTubeu, so rekli, to smo pa gledali enkrat nek video, ne? Pa sem jim rekel, pokazal s prstom, pa tam gor imate zipline, lahko greste gor, pa se spustite dol. Itak so laufali gor na vrh. Pelil sem jih še čez trgovino, ki imajo merč od Petra Prevca in vseh ostalih fantov in so pokupovali vse živo, so se oblekali v naše skakalce in so pol naslednji dan, ko smo šli še v center Ljubljane, so paradirali po Ljubljani. Vmes smo še Kranjsko goro videli, skratka, tako, res smo šli na vse strani, pa sem dobival neke message, zakaj jim nisem pokazal dolino Soče, zakaj jim nisem Štajerske pokazal, zakaj jim nisem pokazal Dolenjske. Prekmurje pa vse. Dolenjska pa Bela krajina, Slovenska Kalifornija. Toliko imamo lepe kraje, da enostavno vse spraviti v 3-4 dni je bilo nemogoče. Ampak jaz sem se trudil, da sem jim res pokazal pač maksimum.
Toliko smo se prevozili, toliko smo videli vse, vmes sem non-stop govoril in povedal vse. Peljali smo se v take gostilne, da jih je sezul, pač pridemo nekam dol na obalo in oni meni razlagajo, koliko imajo oni dobro ribo, ki jo vržejo v olje, oni rečejo deep fried fish. Sem si mislil, kaj vam ni jasno. In v tem trenutku on prenese pred nas une ribe, škampe sveže, surove škampe, ki jih polivaš sam z olivcem, školjkice, kapasante, stari kapasante, njih je sezul, ki so videli kapasante dejansko v školjki. A veš, oni dobijo tisto meso napolnjeno z uno vodo, a veš, umetno ga nafilajo z vodo in ga sam popečejo na žaru brez školjke. In oni so dobili kapasanto, prlimano, valjda naravno prlimano na školjko in ona prav ženska, nekaj narobe s to kapasanto, z nečem so jo nalimali gor. In jo je z unim nožem je strgala kapasanto dol in sem rekel, taka kapasanta je, ko jo potegneš iz morja ven, ne? In skratka, hrana, vse živo. Tako da so bili navdušeni, sicer so šli pol še nekam v Barcelono, pa to, ampak so se vmes javljali, da jim je bilo vse brez veze v primerjavi s Slovenijo. Res. In da jih je totalno navdušilo. Tako da z eno tako sliko Slovenije grejo v svet, grejo nazaj domov in garantiram, da na osnovi tega zihar še kdo pride. No? Ne, veš, kaj je pri tem najbolj čarobno, ne? Mi po površini imamo res, nismo velika država. Ne? Po koncentratu tega, kar pa vse imaš, pa na kakšni razdalji, pa na kakšno kakovost. Ne? Mene to vedno znova sezuje, pa sem tukaj doma. Ne? Ja, pa vse to sem jim jaz vedno razlagal. Kadarkoli smo se usedali v avto, so vprašali, koliko važnje nas čaka. Sem rekel, ne sprašuj me tega več, ker je vse 1 uro. Kamorkoli gremo je 1 uro. Sem rekel, ne sprašuj me več. 1 uro. Pa okus hrane. Ne? To si kar predstavljam. Ker vem, ko sem bil jaz pri Franku v Miamiju, ko sem jim golaž kuhal. Veš, pa itak je bil projekt dobiti bočnik, ne, prav, kost, ne mi tam neke folije, pa česen v spreju. Kako je lahko česen v spreju? Kugel agar v prahu je, lahko ne more biti. Ne more biti česen v spreju. Sej jaz verjamem, da tudi pri njih najdeš marsikaj dobrega, pa tako, ne, če ti nekdo pokaže, nekdo, ki ni Google, pa da ne greš splošni search, pa a veš, da ti nekdo pokaže take stvari. Jaz verjamem, da če bi oni prišli v Slovenijo brez vodiča ala mene, pa bi googlali zadeve, a veš, ne bi dobili tega vtisa v Sloveniji, 100% ne. A veš, nekam bi se namestili tle v Ljubljani v nekem hotelu, ne vem, pogooglali bi, kaj je najbližje, kaj je najboljše, pa bi šli en dan pogledati, ne. Zdaj, mi smo bili vsak dan v takem premiku, non-stop, cap, levo, desno, gor, da vse pogledati. Gostilne sem jih peljal take, ne tisti, a veš, da grejo kremice, penice, veš, dime, pa take stvari. Pejmo jesti dobro hrano v take gostilne, ki veš, da je dobro, no. To je to, kepca, vse sem rekel. I Feel Slovenija, te storije morate deliti. Ne? To sem včeraj gledal, nekdo se je javil iz I Feel Slovenija, pa mi je bilo malo čuden, ker so se javili iz odbojke, pa so rekli, da ta slika, ki so zdaj naredili nek promocijski spot o Sloveniji, da tekme slovenske reprezentance v odbojki bojo dosegle gledanost 2,3 milijarde ljudi. Kva? Mene, sem rekel, aj to možno? Pač, posneli so nek promocijski spot, ki ga bojo vrteli pred temi tekmami in da bo to doseglo 2,3 milijarde ljudi. Tako, meni se je tako ful veliko vprašanje nad glavo, ampak ni važno. Ti si unim z Chicago pokazal Slovenijo, sam za piko na i, veš, kaj so že govorila, kaj pa tak lep venček ameriških novinarjev iz Kolorada, iz Denverja, prišel po Srbijo, po teh Jokića. Ja, to sem videl. Stari, bogi reveži, ki so jih Srbi, te Amere, ubijali 10-12 dni s hrano, ker niso več rakija, pivo, vse. Stari, kaj so jim naredili? Kao novinari prišli, veš, narediti prispevek malo o temule Somborju, veš, pa malo konje, so mislili, da je to idilično, veš, koliko lipica malo. Da bojo malo konje videli, pa stari neuni so jih pa, za dobrodošlico so jih pelali nekam na meso, pa na fiš paprikaš, pa na rakijo, pa to. Pa vsak dan, na koncu se že norce delali, mi sam jemo, pijemo. Iz svinje je dobra, kad se jede hladna. Ja, cool, nam ni bilo dolg čas, ne?
Zdaj, Ne, ful stvari se je dogajalo. Pa, moram to tudi povedati. Tim Geiser, ki smo že pri športnih uspehih. Numero 5, ja. Pri 19 je bil prvič svetovni prvak, zdaj pred zadnjo dirko je postal 5-kratni svetovni prvak. Jaz sploh ne vem, a je v Sloveniji še kdo 5-kratni svetovni prvak? Ni. Veš kaj, odvisno, ko greš globoko bom rekel to. Veš tam v karateju imaš, veš, vsak je nek svetovni državnik. Še Raymond Debelc, pa še kdo bi tudi znal. Vsak najde svojo kilo, pa svojo... Mene tim tak frajer. Tukaj je dober. Ti si bil v Mariboru na sprejemu. Ja, noro je bilo in tudi na tem mestu. Hvala Maribor, hvala timovi navijači, res je bilo dobro, taka atmosfera je bila, da jaz v enem momentu sem bil na odru, sem dol gledal, sem rekel, what? Veš, tako je bilo, ko bi prišel nekam, ne vem, ko si bil ti v Daytoni, no? Ja, stari nora. Motorke, bakle, zastave, res hudo. Predvsem je pa, on je res, mislim, tak vrhunski športnik, tak vrhunski človek. Ful bi pasal naš podcast. Ful bi pasal podcast, no? Jaz upam, da pride. Ja, cool. Ti nisi nič povedal. Pa no, če sem... Jaz nisem... Ne vem, kaj ne sploh povem, tle imam malo zapisano. Te še avti zanimajo ali poroke zdaj organiziraš? Ne, zdaj ga... Ne, čakaj, videl sem, da nisi avto naš snemal, ampak si snemal Coca-Cola reklamo. Kdaj pa? Ja, to je bil... Jure, ti si videl, no glavnem, prstopili so... Jure zavija z očmi. Prstopili so do mene pri Coca-Cola Slovenija. Pa so rekli, če bi bil za, da imajo en nov produkt, pač to je brez cukra, predvsem pa brez kofeina. Jaz sem rekel, dobro, Coca-Cola je pa tak brand, ker jaz vem, da to ni najbolj zdrava stvar na svetu, ampak vse je zmerno, pa tudi kakšno Coca-Cola človek daj spije, pa sem rekel, okej. Ker jaz se spomnim, ker sem bil mulček, ene prvih reklam sploh, ki si jih tako človek zapomne, so bile... Ko so bile Coca-Colina, tako da sem rekel, jaz za Coca-Cola bi pa z veseljem nekaj naredil. No in pol je bila sem posnel en video, ki se meni zdi posrečen, ampak Kapetanovič je pa rekel, stari, pa dej kva ne pokličeš, pa ne predebatiramo to, pa se spomnimo tako res neki the best. Ne, sej, by the book je čist reklama za Coca-Cola. A veš, Boss, džinsi, bela majčka, Kaj Cindy Crawford, samo što nije. Spije požirk Coca-Cole in kaj je že un lik, ki se fake nasmeji, Kdo? Un čiča. Kjer? A veš, un fake smile, no, A ja, vem, ja. Sej bom dal link od spodja, veš, un čiča, ki ima fake nasmeh, no. Tako, sej je propisna Coca-Cola reklama. Se mogo biti v kontrasmer, ne? Mogo biti pojesti en sendvič bi pustil 3 dni na okenski polici, da bi orang duvi uprolil, pa to, da vidimo, veš. Če tudi ta dober dela. Če to urbani mit, ali je to res nekaj farmacevtskega tudi, ko bi je Coca-Cola pomaga pri trebušnih težavah. Eno tako reklamo bi odlomil, ne? Se ta je tudi rekel, pa bi bottle flip delal na spoilerju od Porsche, pa eno na tekmi slovenske reprezentance. Ne uspele, ja. Jaz sem rekel, da bi bila fora. Dej povej, ja. Da bi pač spil tako, vse idealno, idilično, tako kot prehladilnik spije pol gune Coca-Cole, ne, rigne. Pa naredi bottle flip, ne, ampak neuspešen. Pa se pa menjajo kadri. Enega na spoilerju od Porsche, neuspešen. Enega v polnih stožicah na tekmi, neuspešen. Enega na Ljubljanskem gradu pade flaša dol z unga stolpa. Se pravi, serija neuspelih bottle flipov, na koncu pije preostanek Coca-Cole, flikne flašo v smeti in sam napis life ni pocukran. Ja, ne rabi biti vse pocukran. Ne rabi biti vse pocukran. Vse marketinške agencije, to je Sašotov scenarij. Tako da lahko posnamete, ampak peneze... Ja, vse mi je folk, mi je vrečal. Tako da Pepsi... Ja. Vi imate tudi brez cukra. Ja, no to, drugače pa nič, ja, te vozim. A veš, da bi zdaj, ne, to pa lahko menim, no, pretekli vikend je bil ta New Limits dogodek, pač en največjih, če ne največjih. Aha, v Logatcu to. Ja, dogodek, pa je bilo res fajn, no. Ogromno ljudi je prišlo,
en tako imenovano tekmovanje za pokal Radenskega, kaj je že bilo, ampak je bilo fajn, ker si mogel biti kar natančen, ker so tekmovali po spešvanju, ker so merili, a veš, na uni površini, kadar si, pa pol neki še obračati, pa tako, pa Drift Taxi je bil Luka Marko Grošelj, pa še par drugih. Res dober event. No. In res je bila tako totalna svaštarnica, ki bi si mislil, pa da zakaj to vse pičite v en event noter, pa strongmani, pa exatlon, pa kupenih res hudih avtomobilov, pa en trak je bil tam, en dizel z ne vem koliko 13-litrsko mašino, vse je bilo, ampak kar nekako je bilo fajn, folk je bil zadovoljen. No, sem bil vesel, da sem šel, pa so rekli, da bojo za naslednji let, če je optimizirali, pa naredili še večji, pa še boljš, tako da se veselim. Fajn je bilo. Dogodek je, kot sem razumel, namenjen podpori mladim dirkačem. To je pomembno. Ja. Tako da ves ta denar od vstopnin in vsega ostalega je šel v podporo mladim dirkačem, če se pač odločijo za to, da vsaj probajo ta šport, ker se vemo, v tem športu je denar, mislim, ponovadi podpora prihaja od staršev in iz lastne denarnice, tisto, kar napraskaš od sponzorjev, je ponovadi beda nikakva, to za kakšne gumo. In meni je bilo vedno hecen na koncu, ker sem pač vozil te dirke, ko te nekdo, ki pojma nima o tem, vpraša, koliko si denarja prinesel z dirke, a veš. Si prinesel pokal, pa tako je vsak misel, kje pa je unček, stari tle ni denarja. To je brezna, to je luknja brezna. Mislim, tudi na najvišjem možnem nivoju, ti če gledaš VRC, to so plačanih je mogoče sam par špica dirkačev, vsi ostali svoj denar in to milijone in milijone vlagajo v to. Tako da v glavnem dogaja se veliko, pa še res veliko hudih avtov je bilo za videti. Folk, ki je z njimi prišel od Aventadorjev do GT3 RS-ov, do tega, kaj ima avtobroker parkiran tam, mislim, ni da ni MC12, pa DBS-a, pa Pistol. Meni je še zmeruna stara 911, ko najbolj avtobroker, lahko imate ne vem kakšne avto, ampak meni je una 911, ko stara še zmer najbolj všeč. Ne, predvsem je pa tu lepo videti, da tudi vse pri nas obstaja, ne. Seveda. To je to, kar rečeš, ne, pa tudi prej, ko smo se o velikosti države pogovarjali, naš avtomobilski trg je v bistvu totalno razvit in tudi ful močen, ne. Jaz mislim, da po teh 2-3 letih covida, ko so bili tudi, ko so imeli zaprte salone pa tako naprej, jaz mislim, če bi bile zdaj normalne dobave, da naš avtomobilski trg bi ustrelil tudi čez 90,000 avtomobilov na leto, ne. Zadnji smo nekaj debatirali, smo našteli 3 ta nove SF90 Ferrarije v Sloveniji. No, vidiš. Veš, kaj je to? Ja. To je... Pa ste videli, koga sem srečal v Mariboru tudi? Tomasa? Ja. Tomasa, reševalca na motorju. Ja. Ful sva bila vesela en drugega, takoj smo se malo pogovorili, takoj mi je spet par takih hudih povedal z terena. Tako da ta video o Tomasu je meni eden ljubših atmosferskih in ga daj zraven. Točno to sem hotel reči, pa tako, vse smo posneli neki video, ampak vsake toliko cajta me pa kdo tako, ki me opomne na naše videe ali pa spomne na naše videe, me največkrat zaradi tega me spomne. Se mi zdi, da je tak video, da ga grejo dostkrat gledati za nazaj, no. Ta video je ljudi premaknil, ne. Ja. Pa tako model je srcem res noter, ne. Tako ga vidiš, sej, po vsem tem, kar je on doživel, moraš biti malo robota, ampak tako, veš, tam pride z unim motorjem, skozi je malo napreži, če bi komu kaj... A je bil službeno? Ja. Okay. Ker je bilo, to je bil organiziran sprejem, ne, veš, so bili varnostniki, so bili reševalci, tako, vse tako, ko mora biti. Ampak tako, res sva se bila vesela. Se on je tudi za v podcast, o? Ja. Ja. Lahko jaz malo pauze naredim. No, daj. Rad bi naredil, imamo še 2 nova sponzora, za katera vam nisem povedal. Ta prvi so Atmosferci. Okay. Ja, tako da mogoče bi hotel koga pometi na to, da Atmosferci, to so 3 modeli, ki imajo svojo spletno stran, atmosferci.com, in tam je zavihak štacuna, če bi jih kdo hotel podpreti, in tam dobiš ful hudije in kapce in majice. Pa kape so res vzdržljive, jaz jo celo poletje nisem dal. Ti rabaš novo kapco. Jaz imam tle en sweater, daj videl, kaj povejte, jaz grem pa iskat, ga za YouTube pokazal. Ne, kapce, zaloga novih kapc me čaka že, ne vem, po mojem mesec pa pol tam pred dobavitelju in jih še zmeraj nisem šel iskat. Cosworth V8. Aha.
če gledate na YouTubu, oziroma če poslušate, Ciril pravkar kaže v kamero, mrč. Pol hočeš reči, da je zelo Pa novi obeski za ključe so naročeni. Za atmosferce. Za atmosferce. Dober segue, a to zdaj lahko povem, za drugega sponzorja povem. Povej še ta drugega sponzorja. Drug sponzor je pa, to je pa en vloger iz Lukovceba, je pa Komotar Minuta. To je on dobro plačan od Coca-Cole. Ja. No, to si se pa dobro zmenil. Model se je zanč oglasil in je prinesel ene obeske, da odkud delati podobne kot atmosferske. Dej poglej, no. A Jure, ti si, dej ga poglej, no. V glavnem, to so pa obeski Komotar Minuta, ki jih pa lahko najdete na komotarminuta.com. Pa tam klikneš zavihek trgovina in je gor v piskar od unga modela, pa Komotar Minuta piše. Cena je taka spodobna, če kdo nuca za daril ali pa, a veš, sej, nikoli ne veš. A je dražji kot atmosferski? Identično cena. Te pa smo se tako zmenili, na? Veš kaj, klele, ko so te pa zvezali gor, mislim tega znanega vlogerja, na ta obesek. Klele si pa skoraj malo tudi, tako na prvi oči malo videl kotični, ko rokometašu podobno. Sam je res. Isto potrgana kolena. To boste vi povedali, ampak... Ja. No, toliko sponzorjih. Jaz slučajno poznam tega vlogerja. V bistvu ga poznam že kar 15 let. In je tu ta košček dragocenega platna, poliestrskega, mi je podaril, ko sem si kupil motor. Zdaj se apropo tega. To je zdaj, mi se zajebavamo, ampak taka stvar... Pa tudi te tvoje reklame za Coca-Colo in za vse ostalo, kar ni avtomobilskega. A veš, jaz rajš vidim, da nekdo na ta denar črpa pač neke finance za preživetje, kakor če bi ga vzemal od avtomobilistov. Ja. A veš? Jaz sem ti kar povej, kar misliš povedati. Ne, pač jaz to hočem reči. Tebi marsikdo očita, da si naredil reklamo za Coca-Colo, pa za nekaj drugega, pa za nekaj tretjega. Ampak meni kot nekoga, ki srka avtomobilsko vsebino, mi to dosti več pomeni, kot če bi se ti črpal samo na račun pač nekoga, da te plača iz avtomobilske industrije. To je moje mnenje. Sej vem, veš, da se razumemo, tudi če ima kdo kaj za prepamet, jaz verjamem, da velika večina ljudi nima nič proti, sej prav, da se tudi o tem pogovarjamo. Pač dejstvo pa je, da mogoče si pa kdo napačno predstavlja, testi avtomobilski, predstavitve, domače predstavitve, vožnje v tujino, te stvari niso plačane. Pač jaz moram neko vsebino imeti, jo moram ponuditi in pač jebi ga, jaz ne moram se, veš, tako te stvari laufajo, no? In to je neplačano in jaz moram poskrbeti za to, da sem pa tudi kakšna položnica prije na moj naslov, ne? Tako da to je to, no. Evo, super, hvala za podporo. Pa ne sem to, ne. Sej tudi, veš, nas Mark zdaj poganja tudi entuziazem, ne? Ampak ko ti pripelješ kamermana, montažerja, ne, te ljudje morajo biti plačani. Ne? Ne moreš ti, meni je rekel en moj dober prijatelj, sošolci srednje šole, ima en tak zakon, ki se ga drži. Lej, stvari, ki so tvoje profesionalne stvari, ne morajo biti zastonj, ker od nečesa moraš živeti. In to ima čist prav. Ne? A veš, in to je dejstvo. Ne? Ja. Dobro. Kaj ti kje voziš? Jaz? Ja. Jaz sem vrnil nazaj eno dačo. Dačo Jogger, Mick Jogger sem bil poimenoval. To sem pa ulegel, sem se od svega. Ja, Alino, Mick Jogger, ampak vse sem tudi pol povlekel usporedenco. Pač najlepša ni, ne? Ne. To se strinjamo, tako kot ni Mick Jagger, ne? Najlepši. Ampak taka vzdržljiva, veš, ima nek svoj karakter, posebna je, tako kot pač model, ne? Predvsem bo pa dosegla ljudi, tako kot jih je Mick Jagger. Evo, vidiš, ne? Pač to je eden tistih avtomobilov, lej, ne bomo se slepili, ne? To je družinski avto, ki ti da največ za vlomljeno ceno, ki jo plačaš, a veš? In to je avto, ki si ga bo tudi pri nas ena družina še lahko privoščila, pa ne bo imela zaradi tega tanjši kos kruha, ne? Zaradi njegovega leasinga, imela bo veliko prostora, imela bo vse tisto, kar avto mora biti, ne? Ja. In to je to. Avto je noro prostoren, uporaben. Lahko bi zdaj govoril 10 minut o tem, kaj so prednosti tega avta. Lahko bi pa tudi 20 minut govoril, kaj ni fajn na avto. Ne? Ja. Ampak če na koncu povlečeš črto, če k temu dodaš ceno, ker mislim, da je za tole najbolj opremljeno verzijo
je bila 21 jurjev. Ciril, ti imaš od spodaj en avto parkiran, sem videl zraven Dače, ima tudi 7 sedežev, pa je Samo je nekih 50 jurjev razlike, ne? Ja. Pa je isto dolg, po mojem lih tako prostoren, Ja, Ford Explorer mi grede, no. Ford Explorer, veš. Ja. Mislim, tako kot si rekel, ne? Neka povprečna družina, ki rabi vsakodnevni prevoz. Ne. Pa v resnici to ni čist basic mobilnost, ne? Ne, ni. Lej, tu govorimo o Apple CarPlayu, govorimo o avtomatski klimi. A veš, Lej, pa podvozje je narejeno tako, da se tudi po Makedamu normalno pelješ, avto je 20 centi od tal, ne? ja. Edino to, kar sem jaz že na mednarodni predstavitvi njihovim inženirjem povedal, ideal, kaj bi bilo, če bi bil noče 1,5 DCI, ne? Ja, jaz bi mogoče še raje imel avtomatski menjalnik. To pa pride. Ampak s hibridom, S ne? hibridom, ne? Ja. Bo pa to velika skrivnost, to sem jaz tudi že lobiral za vse nas voznike na mednarodni predstavitvi. Sicer so se sam nasmihali, muzali, sem rekel, sem ne zdaj tako narediti, da bo Dacia Jogger hibrid 5 ali pa 6 tisoč evrov dražji, ne? Bodite zmerni, ne? Tehnologijo ste dobili od Renaulta, e-teho, ne? Bodite zmerni, ne, dajte ta RVC malo zmanjšati, pa dajte ljudem avto, ki bo res bil ljudski, ne? Pa bo Dača še neki logo menila, ampak to je pa za drugič. Spomnim, če sem lahko to povedal. Roko prosti. Vsega je že. Ja, ne vem. Ja. Pa ne vem. Čakaj, Avti še nima, te, ki nov- so na cesti, še niso. Jaz vem, da sem dobil prošnjo, da dobim joggerje tudi na test, da če objavim, lahko test preden se zamenja. No. Pa še eno, ja. 15. september ali 15. oktober? 15. september. Moramo koledar pogledati. Grem pa v Pariz pogledati prihodnost od Dače. A res? Se pa tudi zelo veselim, ker pač bodo mogli en odgovor pripraviti, glede na to, kam se stvari odvijajo, ampak se te predstavitve kar veselim. No. Jaz pa grem, mislim, da na isti datum pogledati preteklost od Porschea. Ja, vidim, Ni slabo. Ne, pa zraven tega še ta njihov oddelek, ki personalizira Porsche, pa ta Heritage. Vse. A videl to s tem avtom hodite? Ja. Nekaj Back to the prihodnost, pa nekaj preteklost. Pa tako. Dobro, nekaj smo povedali. Ja. Za prvič po dopustu. Koliko časa pa mi govorimo? Dobro urco. A res? Ja. Res sem hotel, ne vem kaj. A si hotel, da poveš? Videl ste šla zdaj ta kodo 125 narediti? No? Ja, no, kaj je zdaj, Saša? Ne vem, moram vprašati, ampak rečenje je bilo, da greva še mi doma. Res, ja. Da jaz bi se pa z vama pelil, da gremo z našimi Brensli skupaj na eno od Brenčat na 2 kolesih. Jaz sem za. Bomo videli. A je to? Noč, atmosferci smo spet pojačali, malo Instagram smo se vrnili, tudi tam smo imeli malo pauzo, zanj sem jaz par storij objavil, Tajper je praznoval 25 let. Ful dobre storije. Ja. Hvala. Pa kupenih stvari, no, se vse en kaj. Spremljite, da boste videli. Ja, zdaj se bo na jesen se bo ful dogajalo. No. Tudi podcaste bomo pojačali, mislim, itak pričakujte zdaj na redni bazi podcaste. Za goste smo zmenjene, par smo jih omenili tudi v današnjem podcastu. Pa veš, kaj ste mi še dolžni? To sem pa razmišljal, ko sem se z Alpino vozil. Sredinsko nameščen motor pri Porscheju, pa pri Alpini. Klevaj, da jaz prosim, da posnem to štoparco. Ja, prav kaj. Mislim, prosim. Dobro. Vidva tišača, ne? Ne, to pa je ni nemogoče, ker imam termin za Alpino. No. Stari ta Alpina je najbolj avto, o katerem se govori. Dobro, prav, vzeto na znanje. Alright. Hvala še enkrat za vse ocene, za vse downloade, za vsa poslušanja. Hvala Petrolu za to, ker nas podpira. In pa se vidimo naslednji teden, oziroma slišimo. Ko je zletela tale urca? Kaj neč? Upa novo pisto. Pa Coca-Cola je brez cukra. Aj, čau. What? Kaj hitro letel? Kaj danes na tem, ker sem bil na tem, uniterapiji, no? Na tem, ker sem bil tam. Na tem, ker sem bil na tem. Ja. Malo sem trd. Kone. Sme razburil, Jure. Kaj sem te razburil? Quite day.